Spoštovani udeleženci, lepo pozdravljeni na današnjem webinarju, kjer bomo obravnavali spremembe pri obračunavanju omrežnin in delili primere dobre prakse energetskega upravljanja. Zakon o oskrbi z električno energijo prinaša pomembne novosti, ki vplivajo na podjetja, še posebej glede upravljanja stroškov omrežnin. Skupaj bomo raziskali, kako se prilagoditi tem spremembam in katere tehnološke rešitve optimizirajo stroške. Z veseljem napovedujem današnja govorca. Najprej bo z nami Dragan Bogdanovski, specialist za IoT rešitve pri Telekomu Slovenije, ki bo predstavil vlogo naprednih tehnologij pri upravljanju omrežnin. Nato bo Aleš Temeljotov, član uprave in direktor operacij podjetja Metronik, osvetlil praktične vidike prilagajanja podjetij novim modelom obračunavanja. Predavanje bo trajalo približno 30 minut. Po koncu pa bosta predavatelja na voljo za vaša vprašanja. Vsa vprašanja lahko že med predavanjem postavite v Q&A oknu zgoraj. Če pa boste morali srečanje zapustiti prej, nas lahko kadarkoli kontaktirate na elektronski naslov energetska.učinkovitost@telekom.si. Prešumnika je. Posnetek današnjega webinarja boste vsi udeleženci prejeli še v tem tednu. Tako, sedaj pa predajam besedo našima govorcama. Dragan, izvoli. Ja, hvala, Alja, za to napoved. Zdaj, malo sem razmišljal, kako bi začel, pa bom rekel, je ena pomembna informacija, mogoče za sam začetek, je predvsem ta, kako Telekom vidi to področje neke digitalne in trajnosti, pač prihodnosti. Predvsem, kako pride do prepletanja, rekel, neke novih tehnologij, ki jih pokriva, rekel, Telekom z rešitvami, ki jih narekuje posamezna ali pa določena sfera ali pa določena zahteva iz nekega področja. Tulele imamo pač nekako navedene predvsem področja, na katerih smo aktivni, na katerih imamo izkušnje, imamo reference, jih pa narekuje seveda neka, bom rekel, splošna digitalizacija ali pa splošna beseda, ta digitalizacija, ki jo vse bolj slišimo in je tudi v Sloveniji nekako v polnem zagonu. In bom rekel, če govorimo pač o neki digitalizaciji, je seveda to dokaj kompleksna zadeva in se vsi, tako bom rekel, uporabniki na posameznih vertikalnih rešitvah, tako tudi neki, bom rekel, razvijalci in ponudniki srečujemo z izzivi. Tako da danes mogoče se bomo bolj osredotočili na rešitve za energetiko, bom rekel, v zadnjem času vse bolj aktualno. Tudi ta prihajajoča ali pa že uveljavljena neka metodologija za nov obračun omrežnine, pa bomo skupaj z podjetjem, pač z Alešem iz podjetja Metronik probala nasloviti pač na tista najbolj pomembna vprašanja in pa seveda podati neke rešitve, kako vidimo, da bi se pač podjetja ali pa naši uporabniki spoprijeli s tem. Tako da, v redu, kaj vse botruje temu, da je prišlo do tega zelo na hitro? Skratka, elektrifikacija, dekarbonizacija, ne bom se spuščal, narekuje tudi neko spremenjeno, bom rekel, se spremeni nek profil odjema, če imamo na drugi strani neke dobavitelje energentov. Zdaj, to je neobhodno, tudi pač na nekih drugih koncih sveta, kjer so, bom rekel, že analizirali to zadevo, pride do enega fenomena, ki se mu reče ta krivulja, če jo gledamo tule na levi strani, da je v bistvu opuščanje fosilnih goriv in pa proizvodnja, na drugi strani sončne energije, pride do ene, temu rečemo lahko diskrepance, da je v nekem časovnem bloku znotraj dneva pač neka zahteva po odjemu in pa potencialna proizvodnja nekako se zelo veliko razlikujeta. Zdaj, kaj vse
botruje temu, če pogledamo na nekem, bom rekel, primer imamo klele na nekih gospodinstvih, ki se dejansko ta spekter odjema, če temu tako rečemo, se zelo spreminja s to elektrifikacijo, predvsem tukaj tudi z to e-mobilnostjo, tako da se te, bom rekel, deviacije nam v bistvu zelo povečajo, ne. Tako da na splošno spreminjajo se dejansko neki profili odjema, ne. Zdaj, seveda temu primerno se morajo tudi dobavitelji ali pa distributerji energentov pač morajo zdaj že vejo, da se bo to dogajalo, da bo neka zahteva po proizvodnji elektriki povečala se in na drugi strani, bom rekel, na tem grafu lahko vidimo, kakšne so projekcije, bom rekel, potrebe po električni energiji. To je, bom rekel, smo zbrali te podatke iz Agencije za energijo, ampak na drugi strani seveda, če so te zahteve, je potrebno, da tudi, bom rekel, najbolj kompleksna infrastruktura temu primerno seveda se tudi odziva, ne. Tako da, ali je to mogoče tako na hitro, seveda, če pogledamo stališča elektroinfrastrukture, tako na hitro sprejemati te zahteve trga, lahko rečemo, da glede na to, da je to ena največjih infrastruktur, je to zelo težko, ne. Tako da, bom rekel, pri tem, da se oni srečujejo z večjimi izzivi, pa lahko mi kot Telekom in pa, bom rekel, s to rešitvijo, ki jo bomo danes, lahko pomagamo pri temu, da je to čim bolj to prehodno obdobje, bom rekel, čim bolj neanomalijsko, ne. Tako da, če mogoče naslednji slajd. Zdaj, kot nek odziv na vsa ta dejstva in pa te prognoze, je seveda to, kar je začelo s 1.10. Nekako, ko je stopilo v veljavo, so seveda nov način obračunavanja omrežnine. Govorimo samo o omrežnini, to pomeni o tistem delu, ki je vezan na infrastrukturo elektrodistributerja. In tule se stopa v veljavo seveda ta nov način obračunavanja, ki pa v grobem, če ga zelo na hitro povzamem, je, da se, bom rekel, definirajo neki novi termini, govorimo o neki dogovorjeni moči in pa neki obračunski moči, ki jo in pa seveda, kar na drugi strani to pomeni, bo prišlo tudi do nekih preseganj in seveda se ta zadeva, bom rekel, tudi ustrezno nekako začenja obračunavati. Na drugi strani seveda drugi del je, da se uveljavljajo novi časovni bloki. Te časovni bloki jih vidimo na desni strani, zdaj mogoče v tem trenutku ni, ampak bistveno, kar je iz visoke in pa neke nizke tarife, prehajamo na 5 časovnih, bom rekel, ali pa temu rečeno na 5 tarif, ne. In pa, kar je seveda na drugi strani, pa tudi glede na moč odjema, ki se tudi formirajo pač neke skupine. Ključno, kar pa mogoče še ta višja in pa nižja sezona, lahko rečemo, višja sezona je zima, so te, bom rekel, najbolj obremenjeni 4 meseci, kjer se, bom rekel, cena omrežnine vse premakne proti višji ceni in pa nižja znotraj poletja, kjer se premika mogoče proti desni strani, proti nižji ceni. Zdaj, to je neka zadeva kot odgovor na tista dva prejšnja slajda, kjer smo videli, da se navade spreminjajo, kjer je v porastu, bom rekel, potreba po električni energiji in pa seveda, da je potrebno za vlaganje v elektrodistribucijska omrežja malo več časa, so to določeni ukrepi, s katerimi se srečujemo danes. Zdaj, glede na, bom rekel, analize, ki jih je naredila, bom rekel, pa tudi mi smo jih že nekaj naredili, je bistveno, kar je, da za neko srednje napetostna odjemalce, ne, se, bom rekel, omrežninski del
nažalost se povečuje. Klele vidimo pač tudi, da nekako ali pa nasplošno, nekako v povprečju je strošek omrežnine celega računa nekje predstavlja med 7 in pa 14% pred uvedbo novega tarifnega modela. Z uvedbo novega tarifnega modela je pa se pričakuje in tudi tako kažejo pač analize, da se bo ta strošek omrežninskega dela povečal, bom rekel, nekje med 10 in pa 30%. Tako da tukaj je del, na katerega danes mogoče bomo prikazali nekaj primerov, kjer se z neko rešitvijo, ki jo lahko zagotovimo, naslavljamo ta, bom rekel, povečan del in lahko v bistvu kontroliramo ta del stroškov. Tako da, Aleš, če se mogoče še ti v tem delu vključiš, no? Ja, hvala, Dragan in Alja. Skratka, zdaj nekako vidimo sliko, kakšne spremembe se dogajajo, zakaj se dogajajo in kaj to v nekem povprečju pomeni za podjetja. V naslednjem koraku pa bi šli malo bolj v samo neko tehnologijo oziroma pogledati, kaj dejansko podjetja lahko naredijo in kaj podjetja v praksi tudi so naredila na tem področju v pripravah na spremembo, se pravi obračunavanja omrežnine. To, da je zdaj večji poudarek na moči, v bistvu odpira tudi nove možnosti za optimizacijo stroškov oziroma za reagiranje. In zdaj, če grem naprej, mogoče en korak, v splošnem obstajata pač dva načina, kako se lahko podjetja prilagodijo, čisto iz nekega konceptualnega pogleda. Se pravi, eno je zamikanje porabe oziroma premikanje, drugo pa je zmanjševanje porabe v času konične obremenitve. Kaj so zdaj eno in drugo, kaj sabo potegne? Se pravi, če gremo mi predstavljati neko breme, hitro lahko pridemo v neke večje investicije, ko govorimo o hranilnikih, lahko pridemo hitro do nekih večjih kompleksnosti, če želimo reorganizirati, ne vem, procese recimo v industriji, kjer smo omejeni seveda tudi z delovno silo, z urniki, z pričakovanji kupcev in proizvodnim planom. Bolj enostavna stvar v tem delu pa je recimo prestavljanje urnikov, nekaterih podpornih oziroma nekritičnih sistemov, kar bomo tudi videli kasneje v praksi, da so se neka podjetja na ta način lotila tudi naslavljanja tega stroška za omrežnino vezanega na moč. Medtem ko na drugi strani, ko pa pogledamo pristop zniževanja konične porabe, pa gre pa temelji ta pristop predvsem na identifikaciji nekritičnih porabnikov električne energije, identifikaciji scenarijev, fleksibilnosti, se pravi, kako bi lahko mi nekemu uporabniku, ne vem, če je to zdaj nek klimat, za nekih 10 minut, se pravi, računski interval za omrežnino je 15 minut, kako bi lahko začasno nekim porabnikom zmanjšali moč, brez da bi s tem vplivali na ključne procese v podjetju. Prav tako pa pride pri tem pristopu do izraza tudi, se pravi, neka energetska učinkovitost, ki temelji na podatkih iz energetskih sistemov in pa analizah. Zdaj, če pogledamo, katere tehnologije dejansko podpirajo oba dva ta pristopa. Zdaj bom šel od spodnjega dela slajda navzgor. Začnem z tehnologijami avtomatizacije, kjer so najbolj razširjeni sistemi za upravljanje recimo energetskih sistemov, kot so centralni nadzorni sistemi, se pravi CNS, nekaj, kar je zelo razširjeno po zgradbah in pa tudi po industrijskih obratih, kjer lahko vzpostavljamo urnike delovanja sistemov, alarmiramo na nepričakovane dogodke. Skratka, probamo predvsem poskrbeti, da že v štartu nekako zminimiziramo riziko, da bi se nam ob istem času v najvišjem časovnem bloku oziroma najdražjem časovnem bloku 1
ki prihaja zdaj z novembrom in visoko sezono, da bi nam takrat hkrati prihajalo do vklopov večjih naprav, kar bi seveda rezultiralo v konici oziroma tudi lahko v penalih, če bi presegli dogovorjeno moč. Na drugi strani avtomatizacijskih tehnologij seveda lahko pač predvsem v industriji se vpliva tudi na neke procese. Zdaj stopnja avtomatizacije proizvodnih procesov, jaz mislim, da je v Sloveniji kar visoka, je pa vprašanje, ali je tukaj res kakšna tudi fleksibilnost. To je vezano predvsem na vsako posamezno proizvodnjo, če ima kakšen del, če ima kakšno enoto. Zdaj, predvsem gledam bolj proti skladišču, recimo logistiki, polnjenju viličarjev, take zadeve, kjer se da tudi neko fleksibilnost oziroma z nekimi urniki nastaviti, da se umika ta nekritični del porabe iz višjih časovnih blokov. Če gremo en nivo višje, se pravi na nivo digitalizacije, je jedro vsega energetski informacijski sistem, ki zajema podatke o porabi različnih energentov. V tem kontekstu je pač najbolj pomembna seveda električna energija, kar se tiče omrežnine. In gre tukaj, bi rekel, spet za neke standardne rešitve, ki imajo relativno hitro vpeljavo. Z njimi pa se lahko zelo hitro vidi tudi, kakšni so vzorci porabe, ali prihaja do kakšnih anomalij oziroma potem korak naprej, kaj povzroča recimo porabo v nekem obdobju, kateri porabniki in ali se da tam kaj narediti, da bi lahko, bi rekel, neko moč tudi zmanjšali. Rešitev, ki je pa namensko razvita za obvladovanje stroškov omrežnine, pa je modul za izravnavanje konic oziroma daljši modul za upravljanje aktivnega odjema električne energije, ki pa uporablja kombinacijo digitalizacijskih in avtomatizacijskih tehnologij, kjer po eni strani omogoča preračune različnih scenarijev, se pravi, zdaj veste, da do 8. v mesecu za naslednji mesec lahko napoveste dogovorjene obračunske moči po časovnih blokih, ki so lahko vsak mesec drugačne. In to je predvsem zanimivo za podjetja, ki imajo bolj izraženo sezonalno komponento, se pravi, da imajo ali poleti ali pozimi bolj višjo porabo električne energije. Po drugi strani je pa bolj proti skrnilniškim delom dejansko lahko avtomatsko ta modul komunicira z različnimi porabniki, ali je to preko neke SCADA integracije, ali je to z nekimi releji oziroma tudi analogno integracijo. Skratka, je to modul, ki skrbi avtonomno za to, da preprečuje pojavljanje konic v skladu s predefiniranimi scenariji in pa seveda fleksibilnostjo, ki jo omogoča nek posamezen porabnik. Ampak o tem mogoče več tudi malo kasneje. Še en zanimiv koncept, ki bi ga na tem slajdu predstavil, je pa na vrhu, so pa energetske skupnosti, v katere se lahko poveže več entitet, da si med seboj deli proizvodne vire oziroma tudi hranilnike, in na ta način vpliva ne samo na močnostni del računa za omrežnino, kar smo pač videli prej, ampak tudi na energijskega. Je pa to, se pravi, mehanizem, kjer je treba pač res pogledati case by case, kako že v štartu koncept energetske skupnosti zastaviti, da potem se dobi pač maksimalen izplen. Vse te rešitve, ki sem jih pa zdaj omenil, oziroma pač tehnologije, pa so seveda pač se lahko poljubno med sabo dopolnjujejo oziroma sestavljajo glede na potrebe. Zdaj, najpogostejša kombinacija, ki jo pa srečujemo v praksi, kar sem tudi že nakazal na prejšnjem slajdu, da je najhitrejša oziroma najenostavnejša za vpeljavo, je pa kombinacija energetskega informacijskega sistema in pa modula za izravnavanje konic. Vsaka od teh rešitev seveda lahko nastopa samostojno oziroma ločeno. Kot sem prej omenil, energetski informacijski sistem je tisti, ki podjetjem daje preglednost nad porabo, nad različnimi trendi, možnost
alarmiranja na nekih tudi normaliziranih podatkih, recimo, če je danes 10. oktobra zunaj približno 20 stopinj, kaj lahko pričakujemo mi od sistemov, se pravi hlajenja oziroma ogrevanja, prezračevanja, kako bo to vplivalo na našo porabo. Se pravi, imamo možnost nekih preventivnih tudi akcij oziroma aktivnosti. Pa seveda vidimo vse pač različne KPI-je, pripravljamo poročila in podobno. Na desni strani, ko enkrat smo ugotovili, kateri porabniki nam povzročajo konice, lahko pa pač to ugotovimo tudi na druge načine. Se pravi, ko enkrat imamo identificirane porabnike, ki ne vplivajo kritično na proizvodne procese in za katere lahko, bi rekel, tudi razvijamo scenarije začasnega prilagajanja moči. Konkretno, spet se bom vrnil nazaj na klimat, recimo, da imamo neko večjo proizvodno halo, kjer če mi začasno zmanjšamo moč iz 80 na 30% za nekih 5 do 10 minut, se verjetno prostorski parametri ne bodo toliko spremenili, da bi se to občutili oziroma imeli kakršenkoli vpliv na proizvodne procese. Skratka, poanta tega modula je, da se identificirajo vsi porabniki, tako kot bomo videli kasneje na primeru podjetij, kaj je katero podjetje identificirano in kakšen scenarij si je dejansko na koncu izbralo. Se potem to skonfigurira v aplikaciji in potem od takrat naprej sistem dejansko sam skrbi za izravnavanje konic oziroma za čim manjšo konično porabo, ko zazna, da bi bila ogrožena tale dogovorjena moč oziroma da bi bilo ogroženo preseganje dogovorjene moči, kar, tako kot je Dragan prej nakazal, lahko rezultira v penalih za vsak presežek. Se pravi, dogovorjena moč je tista, ki jo enkrat na mesec se plača kot nek pavšal, recimo, če malo poenostavim, medtem ko presežena moč je pa tista, ki nas vsakič udari po žepu, vsakih 15 minut, ko dogovorjeno moč presežemo za tisto delto. To pride predvsem pri večjih močeh oziroma pri večjih porabnikih še toliko bolj do izraza. Zato je nek avtomatski mehanizem, ki sam skrbi, brez da bi bili vsakih 15 minut zaposleni na trnih, a bo zdaj presežek, ne bo presežek, oziroma da niti ne izgubljajo časa z ukvarjanjem s tem, da vnaprej enkrat to nastavijo in potem sistem sam dela. Ko pa se karkoli spremeni, če se ugotovi, da je fleksibilnost večja tudi na skladišču, na toplotni črpalki ali pa na kakšenkoli drugem porabniku, se potem to samo s parimi kliki skonfigurira v sistemu in sistem pač na ta način naprej deluje. Pomemben element tukaj, ki se bom mogoče v nadaljevanju bolj podrobno še predstavil, je pa tudi simulacija stroškov omrežnine za prihodnji mesec, ki pomaga napovedati dogovorjene obračunske moči. To je tudi ena zelo zanimiva funkcionalnost, ker dejansko na ta način, kot boste videli kasneje, lahko podjetja že nekako prvi val optimizacij in prihrankov tudi dosežejo, brez da kakršnokoli nadaljnjo avtomatizacijo uvedejo. Če grem naprej, pa pridemo dejansko do primerov 5 podjetij, ki jih bomo danes predstavili, kako so se ona lotevala glede na njihovo izhodiščno situacijo, ki seveda za vsako podjetje unikatna, optimizacije stroškov omrežnine. Pogledali bomo 2 podjetji iz storitvenega sektorja, se pravi neko poslovno zgradbo in pa hotel, ki ima zraven še bazene, kjer so te moči oziroma porabe električne energije še toliko bolj izražene. Na drugi strani pa bomo pogledali 3 proizvodna podjetja iz prehrambene, avtomobilske in pa kemijske industrije. Lahko je bilo pač iz katerekoli druge, seveda to ne spremeni, sprav vsako podjetje ima nek svoj profil odjema, vsako podjetje ima nek, bi rekel, svoje začetno stanje tehnologije, in eno in drugo potem diktira v bistvu izbiro optimalne poti in pa optimalnih tehnologij
za adresiranje tega novega omrežninskega sistema. Mogoče najbolj, da gremo kar v vsakega posebej, pa se tam bolj podrobno spustimo v pristope oziroma same možnosti. Začeli bi s poslovno zgradbo. Vidimo levo zgoraj nek profil, tedenski profil odjema, kako se od ponedeljka do petka pač ta poraba električne energije na obračunskem števcu oziroma moč odjema iz omrežja giblje. Zdaj, kaj naredimo pač pri vsakem podjetju, ki seveda je zainteresirano pač za upravljanje stroškov omrežnine. Prvi korak je vedno preračun. Preračun scenarijev, se pravi, kaj pomeni strošek omrežnine v novem sistemu, glede na njihov profil odjema za lansko leto recimo in predlagane dogovorjene moči. In na ta način pridemo do stroška, ki ga lahko pričakujejo, vezanega na moč, se pravi na priključno moč in na prispevek za obnovljive vire energije oziroma soproizvodnjo, ki je vezan prav tako na moč. V primeru te poslovne zgradbe vidimo, tako kot je bilo tudi prej že prikazano, da ne pride do tako velikega povečanja, kajti za uporabniške skupine, ki imajo pač manjše porabe oziroma nižjih napetosti, stroški v povprečju ne naraščajo toliko, kolikor za srednjo oziroma visoko. In vezano na to izhodiščno stanje in na ta preračun novega stroška omrežnine naredimo desno dol tudi optimizacijske scenarije oziroma pogledamo, kaj so neki možni postopki oziroma procesi, s katerimi bi prišli do teh prihrankov. Mesečno prilagajanje dogovorjene moči, se pravi samo na nekem administrativnem nivoju, s tem, da bi oni upoštevali, kako se njihovi glavni porabniki obnašajo v različnih mesecih oziroma bi rekel letnih časih. Že samo z nekim mesečnim administrativnim prilagajanjem dogovorjene obračunske moči bi lahko prišli do prihranka, približno 1700 evrov na leto. Je pa potrebno tukaj poudariti, da če enkrat gremo v to administrativno prilagajanje in s tem optimiziramo dogovorjeno moč, pridemo hitro lahko do te meje, kjer pa, če bo letošnji oktober bolj mrzel ali pa bolj topel od prejšnjih, lahko se hitro izpostavimo preseganjem. In takrat pride pa do izraza tudi ta sistem za avtomatsko izravnavanje konic, kot vidimo desno dol, pa pogledamo še, kaj če bi oni imeli tak sistem, pa bi še lahko znižali svojo dogovorjeno moč, hkrati bi se pa obvarovali pred nepredvidenimi konicami električne energije, kakšne prihranke pa v bistvu še to dodatno prinese. In seveda, kaj to pomeni tudi za njihovo porabo, če pogledamo recimo ta dva scenarija, ki prinesete približno 2300–2700 evrov prihranka na leto, ne gre za nek revolucionarni poseg, da zdaj bi morali pa imeti za 3 ure na dan vsak dan nekaj izključeno oziroma na zmanjšani moči in da kako bi potem sploh oni obratovali. Ne, ravno obratno, štartamo zelo konzervativno, recimo v zgornjem primeru so pa 4 konice na teden, to pomeni, da so 4 intervali v tednu, v celem tednu, te 15-minutni, v katerih se sistem aktivira, v katerih reže v povprečju 3 kW, maksimalno pa 10 kW. In potem naredimo pa še korak naprej in gremo dejansko levo spodaj pogledati, kaj so glavni porabniki, kakšni so možne fleksibilnosti. Se pravi, tukaj so bili HVAC sistemi, razsvetljava in ostala elektrostrojna oprema. In v tem primeru seveda na HVAC sistemu kot nekem primarnem kandidatu za izravnavanje konic je bila fleksibilnost, ampak glede na to, da v bistvu stavba kot taka ni imela nekega centralnega nadzornega sistema in glede na to, da so pač prihranki bolj omejeni, se je odločila, da bo predvsem na nivoju posameznih sistemov spremenila urnike delovanja, po drugi strani se bo lotila delnega prilagajanja mesečne dogovorjene moči, s tem, da bo vsakič zagotovila dovolj, bi rekel, nekega bufferja, se pravi, teh prihrankov ne bo 1700 na leto, ampak mogoče 800–900 evrov,
in v tej fazi pač, da bo še brez nekega avtomatiziranega sistema naslavljala stroške omrežnine. Zdaj, zanimiva zgodba je recimo pa v hotelskem kompleksu, ki ima bazene. Iz profila porabe se vidi lepo, da ima hotel kar nekaj gostov, ki pridejo tudi za vikend uporabljati razne vodne atrakcije oziroma predvsem tole bazensko tehniko. Kar je seveda pozitivno za hotel je to, da so za vikend dejansko časovni bloki z manjšimi stroški, ampak kljub temu, to je zdaj sam primer enega tedna, v 52 tednih se vse možne kombinacije zgodijo. Gre za v bistvu zelo dinamičen in pa kompleksen v bistvu energetski sistem, z veliko različnimi porabniki, ki imajo vsak pač svoje neke karakteristike. Glede na to, da je večja moč, seveda so tudi že izhodiščni stroški bistveno večji. Tukaj gre za srednjo napetost, se pravi, potem so večji stroški že kot taki, kakor je omrežninski akt zastavljen. No, in če pogledamo, po kakšni so potenciali za prihranek, vidimo, da so seveda še toliko bolj izraženi. In kar smo naredili recimo v tem hotelskem kompleksu z bazeni, ki je imel že centralni nadzorni sistem tudi, smo uvedli modul za izravnavanje konic oziroma pravim aktivnega odjema električne energije, s katerim so avtomatsko dobili tudi funkcionalnosti energetskega informacijskega sistema, se pravi, da dobijo tudi transparentnost v svoje vzorce porabe. Fokusirali smo se pa predvsem na HVAC sisteme in pa del bazenske tehnike, ki ni občutljiv na, bi rekel, začasna zmanjševanja moči. Na ta način smo pač ta dva optimizacijska scenarija za izravnavanje konic, ki jih vidimo desno spodaj, več kot zadovoljila, se pravi, če rabimo mi 50 fleksibilnih kilovatov, smo jih mi v tem primeru imeli skorajda 200, tako da je, bi rekel, upoštevan tudi ta nek faktor sočasnosti, ki je prav tako potrebno pogledati, se pravi, ni dovolj nominalna moč, je dovolj pomembna dejanska moč, potem pa še upoštevanje faktorja sočasnosti, da vidimo, da smo res na varni strani, da ne računamo nekih teoretičnih prihrankov, ki potem ne bi imeli kritja z realnimi kilovati. Premikam se v proizvodnjo. Tukaj je neko manjše proizvodno podjetje, ki pač dela 5 oziroma 6 dni na teden. Zanimivo pri tem proizvodnem podjetju je, gre za manjše podjetje z relativno stabilno porabo, kar se vidi tudi na potencialih za prihranke. Se pravi, če bi oni šli v neko mesečno prilagajanje dogovorjene moči, ne bi niti 600 € na leto prihranili. Seveda se pač do neke mere lahko to izkoristi, po drugi strani pa res treba biti previden, da se ne izpostavi tveganju za konice. In tukaj seveda proizvodna oprema eden od glavnih skupin porabnikov, poleg vseh teh nekih podpornih sistemov. In tudi v tem primeru, se pravi manjšega podjetja, se je izkazalo, da dejansko nekih večje spremembe niso potrebne, tudi zato, ker se stroški ne spremenijo, in tudi zato, ker imajo pač omejene kapacitete in kadrovske in druge, da bi se kdo zares ukvarjal s tem. Se pravi, samo dovolj visoko dogovorjeno obračunsko moč je treba zagotoviti vsak mesec in bi morali biti, mislim, vse nekako pod kontrolo stroškovno. Če pa bi pač podjetje raslo oziroma pač dodajalo proizvodne hale in podobno, potem pa bi hitro tudi neka avtomatizirana rešitev imela smisel. Naslednje podjetje je srednje veliko, ki dela 5 dni na teden, oziroma nekaj vidimo, da se pač že v nedeljo začne pripravljati proizvodnja za naslednji teden. Srednja napetost, spet s tem bolj izraženi stroški in pa tukaj tudi potencial za prihranek pri tem konkretnem podjetju. Zdaj to podjetje, energetski informacijski sistem je že imelo in smo dejansko se lotili v bistvu predvsem tega modula za avtomatsko izravnavanje konic, da bi njihovim zaposlenim, ki se ukvarjajo z energijo, odvzeli eno skrb, po drugi strani so pa prihranki tukaj toliko atraktivni bili, da dejansko ni bilo preveč za razmišljati. In smo vključili v izravnavanje konic, tako sem zdaj prej nakazal, del skladišča, viličarje, HVAC sisteme, nismo pa seveda posegali v samo proizvodnjo, ker je pač
namen proizvodnega podjetja, da proizvaja, ne da ugaša proizvodnjo, zato da bi se izognili neki konici. Zadnji primer pa je pač veliko proizvodno podjetje, kjer pa gre že za, bi rekel, zelo velike moči, tukaj je približno 3,5 megavate. Stroškovna osnova je zaradi tega tudi veliko bolj izražena. Tudi prihranki, oziroma te izračuni so pokazali, da se da veliko narediti. To proizvodno podjetje je imelo v bistvu tudi že CNS, tako da je bila pač nekako logična v tistem spektru rešitev, tudi neka nadgradnja z energetskim informacijskim sistemom in pa modulom za izravnavanje konic, kar jim po eni strani prinaša te prihranke na nek avtomatski način, po drugi strani pa jim povečuje transparentnost nad porabo energije oziroma jim odpira možnosti za dodatne strukturirane ukrepe na področju energetske učinkovitosti. Tukaj smo vključili recimo v izravnavanje konic tudi toplotno črpalko, na katero se podjetje ogreva, seveda vezano tudi na soodvisnosti temperature in drugih prostorskih pogojev, pač da se kot ena od omejitev tudi to prilagajanje zgodi. Zdaj, kako dejansko se podjetja lotevajo adresiranja stroškov omrežnine v praksi? V bistvu je nekih standardnih 6 korakov. Prvo kot prvo je potrebno za vsako podjetje posebej pogledati, kakšna je neka trenutna situacija, kakšen je profil odjema, kakšni so porabniki, kakšne so že uvedene tehnološke rešitve, in iz tega pač začrtati neko strategijo oziroma pristop za adresiranje stroškov omrežnine. Potem pač je dejansko treba tudi ovrednotiti neke finančne učinke, se pravi, kaj podjetje lahko s temi rešitvami pridobi, na drugi strani, kakšne so neke potrebne investicije, in potem sledi dejansko tehnična izvedba, ki jo lahko pa na koncu seveda pospremimo tudi še z nekim svetovanjem, se pravi, eno je dejansko tehnološka rešitev, drugo pa je, kako to uporabiti, da priti do maksimalnih prihrankov, in tukaj imamo pač ekipo poleg inženirjev avtomatizacije oziroma IT-ja, tudi energetskih menedžerjev, ki lahko podjetja pri tem podprejo. Mogoče še ena malenkost tudi za omeniti, kot bo tudi Dragan zdaj v nadaljevanju pokazal, možnih je več različnih arhitektur same rešitve, lahko ima podjetje nameščeno pri sebi, lahko v oblaku. Skratka, tehnologija, ki jo imamo, je zastavljena zelo odprto, zelo fleksibilno, modularno, tako da se dejansko lahko res prilagodimo potrebam vsakega podjetja. Okej, Dragan, boš še ti malo glede arhitekture razložil? Ja. Okej, tako kot je Aleš že napovedal, pač pa mogoče tudi ta vloga, zdaj kako v splošnem se lotimo teh zadev in kje so te izzivi, ki jih uspešno v bistvu smo jih že nekako izvedli in imamo tudi izkušnje, predvsem to na levi strani imamo neke 3 osnovne gradnike. Zdaj, če govorimo o vseh teh, bom rekel, primerjavah, izračunih stroškov ali pa, bom rekel, upravljanju z nekim informacijskim sistemom ali pa upravljanju nad konicami, je seveda zelo potrebno je, da ali pa nujno potrebno je prvo, da so nekje podatki. To pomeni, podatke je treba zbrati, podatke je treba prenesti in kle je vloga naša. Zato seveda uporabljamo, vemo, da na ravni podatkov ali pa na tem delu se pojavlja ogromno nekih naprav. Kle govorimo o količini, veliki količini naprav, take, ki so že operativne, take, ki jih narekuje nov sistem in če hočemo s tem upravljati, da se vgrajujejo na novo in te podatke prenašati nekam na strežnik. To pomeni, kle, ko govorimo o nekem prenosu, ko govorimo o nekem strežniku, tukaj je rekel, vloga Telekoma, mi upravljamo z infrastrukturo, med drugim, ki je namenjena ali pa konfigurirana lahko na različne načine in tudi tehnologije prenosa so lahko, bom rekel, uporabimo najbolj optimalno ali pa najbolj primerno za
za določen primer uporabe. Konkretno pri teh števcih, merilih, senzorjih ali kakorkoli se večinoma poslužujemo brezžičnih tehnologij in pa ko imamo enkrat podatke zbrane, ko so nekako pripravljeni za nadaljnjo obdelavo, je pa to, bom rekel, zadeva, ki je pa že malo customizirana na posameznega uporabnika. To, kar je prej Aleš povedal, glede na profil odjema, glede na naravo, na dejavnost in tako naprej, se pa pripravijo, to pomeni ustrezni modeli, kjer lahko zelo dobro približamo, poenostavimo to upravljanje z energenti. Zdaj, ključne zadeve, kako se spravimo, bom rekel, na to pot, da pridemo do neke točke, kjer rečemo, ok, če smo videli prej, da obstajajo potencialni prihranki, če vidimo, da je rešitev, je seveda vedno v sodelovanju z našim kupcem. Nekaj informacij, neko naravo, rekel, dejavnosti, s katero se ukvarja, moramo razumeti, moramo pogledati tudi, s kakšno infrastrukturo razpolaga ali pa s kakšno opremo v svojem objektu, kaj je možno iz te opreme rekel, pridobiti od nekih očitkov podatkov in pa kaj je potrebno za nek minimalno rekel, spremljanje in pa neko upravljanje energentov potrebno dodatno ugraditi. Temu rečemo mi, da je tudi po nekem pripravljenem izračunu prihrankov, ki je narejen na osnovi preteklih podatkov, ki se jih lahko dobi, v bistvu jih imamo na raznih portalih od distributerjev energije, ali je to Moj Elektro ali je Sodo, lahko naredimo neke izračune prihrankov, je pa seveda v naslednjem koraku ta plan meritev. Tukaj se že dotaknemo konkretnega objekta, tukaj je potrebno nek ogled na terenu, je potrebno popis nekih zahtev, je potrebna nek profil, ki ga posamezni uporabnik dejansko generira na odjemu. Tako da na podlagi tega in pa seveda tega profila in pa podatkov, s katerimi lahko razpolagamo, lahko pripravljamo določene analize za fleksibilnost, za bom rekel, uravnavanje teh stroškov, kakorkoli pridemo do nekih številk na koncu. Ravno tako številk če rečem temu, na neki porabi kilovatnih, megavatnih urah ali pa številk na evrih, ki vsakega tudi zanima, tako da pripravimo tudi neko ponudbo. Zdaj, mogoče za sam zaključek, ker vidim, da imamo še nek čas, malo časa, bi izpostavil, spodaj imate kontakt, naš kontakt je skupina strokovnjakov, ki bo sprejela vaše povpraševanje ali kakorkoli, pa lahko tudi karkoli drugega, če vas zanima, vam bomo z veseljem posredovali informacije, odgovore ali pa pripravili neko, bom rekel, ustrezno rešitev za vas. Tako da, to je to še z moje strani. Super. Hvala lepa, Dragan, tudi za izpostavitev tega kontakta. In pa najlepša hvala obema predavateljema, tudi Alešu, za vajini izčrpni in uporabni predstavitvi. Hvala, ker ste z nami delila vpogled v tehnološke rešitve in praktične pristope za upravljanje omrežnin. Jaz predlagam, da kar preidemo na vaše vprašanja, pa da vas ne bomo predolgo zadrževali. Mogoče odgovorimo sedaj na eno ali dve, vse ostalo pa še prek tega e-maila energetska.učinkovitost lahko pričakujete naše odgovore. Tako da mogoče kar, ne vem, Dragan, Aleš, prvo vprašanje, ki sem ga prejela, je bilo, kako hitro sploh se lahko zgodi uvedba takega sistema. Bo ti, Dragan, ali? Lahko jaz. Ja, glede same hitrosti, kako hitro, jaz lahko tako, mogoče zelo v roku, to ni projekt, naprimer, ki ga lahko rečemo, da to traja 1 leto, ampak rekel, po naših izkušnjah pa praktičnih primerih je to lahko v roku 1-2 mesecev. No. Jaz bi tukaj mogoče samo še to dodal, da je res odvisno od tega, kakšne tehnologije ima podjetje že uvedene, a ne.
in bi se čisto strinjal s to oceno, se pravi 1 do 2 meseca, da se pač gre čez vse te korake, da se pogleda uporabniki, da se naredi ta plan meritev, scenarije fleksibilnosti in potem ustrezno to implementira in izšola oziroma usposobi uporabnika za uporabo. Okay. Pa veliko vprašanje, pa mogoče bi bilo kar fajn, da odgovorimo, koliko stane uvedba takšnega sistema. Navajajo bolj kar že številke, no, tako da, če lahko mogoče Aleš. Spet bi se navezal na to, kaj je že od tehnologij prisotno v podjetju. Mogoče ne glede na to, malo bolj splošno, v bistvu je povratek investicije, recimo, če gledamo samo modul za izravnavanje konic, v največji večini primerov nekje med 1 in 2 leti. Ponekod je hitrej, ponekod je lahko tudi kasneje, ampak res je odvisno od tega, kakšne avtomatizacijske oziroma digitalizacijske tehnologije podjetje že ima. In seveda, pač na strani prihrankov sem že nakazal, na strani investicije je pa pač seveda odvisno, s kolikimi uporabniki bi zdaj upravljali. Če bi upravljali z 3, ki so že v CNS sistemu, je to ena zgodba, ki je zelo enostavna, zelo hitra, medtem ko če pa bi upravljali z 10 različnimi, kjer se na vsakega moramo povezovati na drugačen način, je pa pač cena toliko večja, ampak suma summarum je povratek investicije tisti, na katerega bi lahko računali v največji večini 1 do 2 leti. Ok, hvala. Še eno vprašanje. Kdo je lastnik odčitanih podatkov? Kdo mi bo odgovoril? Lahko jaz odgovorim, no. Vedno je vprašanje, saj kar se tiče, tisti, ki ima podatke, tisti obvladuje vse, ampak v tem primeru bom rekel samo dvoje. Vedno je pač lastnik podatkov tisti, ki jih generira, Tako da bom rekel, ena taka rešitev ali pa neka pogodba vključuje tudi, bom rekel, lastništvo in pa hrambo in pa celo odgovornost po celi verigi, bom rekel, podatkovnega toka, tako da to je zdefiniran, ampak v osnovi je vedno tako. Lastnik je tisti, ki jih generira, to pomeni, to je nek uporabnik ali pa firma, zdaj pa on zaupa nekomu, da jih lahko obdeluje, in seveda to na osnovi teh rešitev, ki smo jih danes govorili, in na koncu zopet uporabnik teh podatkov je zopet končni uporabnik, ki dejansko gleda in jih dejansko spremlja in tako naprej. Tukaj bi dodal mogoče še eno malenkost. Tako kot je rekel Dragan, lastnik je seveda podjetje samo, mi nikakor ne posegamo v te podatke, jih ne uporabljamo za karkoli tretjega. Zdaj, če gre, to je verjetno bilo vprašanje predvsem na tisto varianto, če je rešitev v oblaku, to nič ne spremeni, enako kot če bi bilo v neki lokalni inštalaciji, se pravi v vaši mreži, ste vi tisti, ki s tem lahko upravljate in mi s tem nimamo prav nič. Naša naloga je, da zagotovimo, da so te podatki zanesljivi in točni, vi pa razpolagate s temi podatki prosto, ali v naših sistemih in rešitvah, ali jih pa izvozite, ker omogočamo seveda tudi izvoz in integracijo s tretjimi sistemi, nekam drugam in jih tam pač naprej po svoje obdelujete. Ok, super. Najlepša hvala tudi za odgovore. Predlagam, da s tem odgovorom tudi zaključimo današnji webinar. Kot sem že omenila, na vsa druga vprašanja vam bomo odgovorili na vaš e-mail naslov. Če ste se kot anonimni registrirali, prosim, pa napišite, no. Tako da najlepše se vam zahvaljujem za vašo pozornost in udeležbo in upam, da se zopet kmalu vidimo na kakšnem drugem webinarju. Nasvidenje in lep dan!